Smo? Smo? Novic imamo zadosta, si je spet treba kakšno zmisliti. Ne, danes imamo celo eno preveč. Denihi, odlično. Peva, kot je všeč moja frizura? Beatles. A opaziš, kjer imidž furam? Ja, Beatlese. Ne, Beatlese. Tale iz tega filma No Country for Old Men, a veš, ta zlikovec, six-pack čugur. Ajde, ja, piči. Dober dan, iz ljubljanskega studia 136, to so vesti na vesti. Danes bi moral pred preiskovalno komisijo, ki se ukvarja z nakupom oklepnikov Patria, nastopiti premier Janez Janša. Predsednik vlade je namesto v državni zbor odpotoval na Portugalsko. Predsednik komisije Milan Martin Cvikl pa nam je pred načrtovanim zaslišanjem povedal, da o njegovem potovanju ne ve ničesar. Vsaka vabljena priča se lahko upraviči za sejo, vendar res ne vidim nobenega razloga, za katerega bi se Janez Ivan Janša upravičil, vse do zdaj ne vem pa sicer kakšen je njegov sredin urnik. Mi smo sejo sklicali pred slabim mesecem. Gledalce Vesti na vesti pa pozivamo k sodelovanju v naši spletni anketi. Vprašanje se tokrat glasi, kdo ima prav v boju s tajkuni, premier Janez Janša ali tajkuni. Odgovore pošljite na naš e-mail, na naš elektronski naslov info@vest.si. Rezultate bomo objavili ob koncu oddaje. Društvo Topev je pripravilo okroglo mizo o možnostih na področju izobraževanja. Gostja je bila tudi ministrica za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Mojca Kucler-Dolinar, ki takole ni odgovorila na vprašanje glede absolventskega staža. Ne delajmo si medvedje usluge z prehitrim sprejemanjem določenih stališč ali pa zato, ker so nam ta trenutek všeč. Vsi veste, da Bologna je zato, da se skrajša čas študija, ne? Ampak potrebno je, kot sem omenila, imeti tak program, da vi kot študent imate možnost opraviti vse tiste obveznosti, ki se vam potem seštejejo v kreditne točke v tem času. Okroglo mizo, in seveda, če rečemo okroglo mizo, s tem še ne mislimo, da je bila miza tudi v resnici okrogla. Okrogla miza je okrogla v duhu, ker so vsi sogovorniki kao enaki. Ja? Torej, okroglo mizo z naslovom kakovostno izobraževanje. Mimogrede, seveda, če rečemo, da je okrogla miza imela naslov kakovostno izobraževanje, to še ne pomeni, da so se na njej tudi kakovostno pogovarjali. Ja? Okay. Okroglo mizo z naslovom kakovostno izobraževanje za vse in vsakogar so pripravili tudi socialdemokrati. Na njej je podpredsednik stranke Igor Lukšič takole kritiziral sedanjo šolsko politiko. No, da ga vidimo. Namesto, da bi vlada kaj naredila za dvig kvalitete šolstva in uvedla v sistem neodvisne institucije, se sklicuje na trg, ki naj bi bil najboljši razsojevalec kvalitete. Izobraževanje, kvalitetno, država, ne, saj ne rečem, tipček ima prav, štekaš, Jan, ampak nič ne v dosegu čotko tečen, a veš? Perfox pač. Civilna družba za demokracijo in pravno državo, Združeni oblipi sprave, Civilno združenje za nadzor nad inštitucijami, Združenje za demokracijo javnih glasil, Združenje za odpravo krivičnih sodb sodišč, odločb in sklepov upravnih organov, Odbor za zaščito zakonitosti Kamnik, Šišenska civilna iniciativa in Ekološka Slovenija, skratka tehle 9 ali 8, se ne vem, ko sem jih naštel, oni trdijo, da sodniki s stavko pripravljajo revolucionarni udar skorumpirane sodne oblasti. Koga? Revolucija sodnikov se nam obeta. Teh je pa toliko, da nas lahko kar preplavijo. Vinko Vodopivec je hkrati pojasnil svoje stališče do prava. Jaz nisem nikoli za pravno državo. Jaz sem proti pravni državi. Jaz sem za pošteno državo. Vemo, kdo sta imela najbolj pravno državo na svetu. Hitler in Stalin. Res so Hitler se je Hitler se je držal zakonodaje, Stalin je pa tudi malo svoje glede
pa dobro. Kako zanimiva govorniška figura. Hitlerja ali pa Stalina omeneš, pa mora biti sogovornik tisti, s katerim se kregaš takoj ti. Hitler, Stalin. Okay. Poslanka stranke Zares Sveta Zalokar Oražem je v domžalski knjižnici gostila nekdanjega predsednika republike Milana Kučana, ki smo mu ob tej priložnosti zastavili nekaj aktualnih vprašanj. Rampa oziroma zapornica, ki bi rešila problem z cvetličnimi koriti pri Orsu, se vam zdi pravilno reševanje takšnega vprašanja ali bi bil boljši pontonski most, ki bi ga vojska postavila? Najboljša rešitev bi bila, da ne bi bilo ne korit, ne pontonskega mostu, ne ramp. Ampak da se Jorasu pač omogoči, da za svoje hiše hodi in da državi reče, da boste pač mejo določili ne glede na to, ki bo potem na koncu Joras. Lega, pa sem rekel Denisu, da ne sme snemati Kučana tako od blizu. Kučan je bolj mehne rasti in kamermani, amaterji vklopijo kamero, poga pa, kje pa je? In se podzavestno mu avtomatično približajo, da bi napolnili kader. Ampak je grdo, zgleda kot vodenoglavc. Aj tle, Denis. Ne. In še o tem, ali je po telefonu že govoril z Boškom Šrotom. Z Boškom Šrotom pa nisem nikoli v življenju govoril po telefonu. Lega, prav ruknil ga bo v nos z objektivom, tako kot ga je Vasten leta 96. Ga je zbil dol z odra s kamero. Sam zložil se je števke na roče. V Muzeju novejše zgodovine so se na okrogli mizi ob 20. obletnici ustanovitve Slovenske kmečke zveze in Zveze slovenske kmečke mladine skupaj s prvim predsednikom Ivanom Omanom spominjali takratne moči predhodnice današnje SLS. Fantje, prošli so te časi. Mi smo hiteli z organiziranjem kmečke zveze na terenu, torej po vsej Sloveniji, in smo praktično imeli organizacijo razpredeno do zadnje občine in še kaj več. To je seveda omogočilo ne kmečke zvezi, pač pa vsej tej združbi, ki smo ji rekli Demos, da je lahko nastopila. In bili smo še mladi in mišičasti in na glavi sem imel toliko las, da sem si jih lahko počesal v 2 prečki naenkrat. Med felacijom za našo hišo pa sem sosedovi Tinki izbil 2 zoba. Na srbskih volitvah je zmagala Tadićeva demokratska stranka, ki pa bo imela kar nekaj težav pri sestavljanju vlade. Evropski poslanec LDS in poročevalec Evropskega parlamenta za Srbijo Jelko Kacin je takole predstavil svoj pogled na volilne rezultate. Mislim, da je za pripravo vladajoče koalicije veliko manevrskega prostora, ni pa na voljo veliko časa. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kulturac. Fantje iz skupine Hiša v Domu svobode v Trbovljah so priredili javno vajo. Na javni vaji so igrali 2 debeli uri in v podani glasbi so emocije kar butale v zbrane sprejemnike. Ja, valjda. Trenutno pripravljamo ploščo, oziroma je že nared. Živa plošča, ne, bo to. Z živimi posnetki. Mislimo, da bo jeseni šla. Še vreme? Zaradi prekrasnega sončnega dne si je naša ekipa vzela prosto in ni pripravila vremenskega poročila. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile vesti na vesti. Nasvidenje. Sproščeno, štekaš? Sproščeno.